Pozdravljeni! Danes v rubriki Vaša vprašanja se bomo ukvarjali z izjemno delikatno temo. Skušali bomo dobiti odgovor, zakaj Ferrari v zadnjih letih ni sposoben osvojiti naslova svetovnega prvaka. Zakaj gre Ferrariju slabo? Vprašanje, ki se je pojavilo v mislih mnogih navdušencev Formule 1, pa naj si bodo navijači skuderije Ferrari ali ne. Verjetno ekipa, ki je najbolj znamenita v svetovnem prvenstvu Formule 1, si ne more privoščiti, da iz sezone v sezono dosega takšne rezultate, kot smo jim priča v zadnjem obdobju. In res, tu velja poudariti, da od leta 1950 so v skuderiji Ferrari imeli obdobja, ko so bili izjemno dobri, in seveda tudi obdobja, ko pač tako dobri niso bili. In to nihanje med uspehi in neuspehi je nekako razumljivo, naravno, ampak od sezone 2007 oziroma 2008 je preteklo preveč let, da bi lahko to obdobje slabših rezultatov imeli za sprejemljivo. Seveda tudi vmes smo lahko videli, da so bili pri skuderiji Ferrari dokaj konkurenčni in da bi lahko dosegli naslov svetovnega prvaka vsaj med vozniki ob določenem spletu okoliščin, ampak ni se zgodilo. Po drugi strani je treba razumeti, da v skuderiji so odzmeraj prisotni različni kadri, različni ljudje z različnimi interesi, katerim zmaga v svetovnem prvenstvu verjetno ni prva skrb. A po mojem videnju glavni vzrok, zakaj skuderija Ferrari v zadnjih letih ni dosegla rezultatov, tiči predvsem v vmešavanju in nestrokovnosti samega lastništva. Mnogokrat sem omenil, da naprimer pokojni Sergio Marchionne je bil človek, ki je imel rad Formulo 1, ampak ni imel občutka za Formulo 1. Prav njegovo vmešavanje, njegovo kadrovanje je bilo prvi znak tega, da pri skuderiji Ferrari nekaj ne deluje. Res, ko je odpustil Luco Cordera di Montezemola in seveda nagnal Stefana Domenicalija, je mislil, da z njegovim oholim nastopom bo dosegel rezultate. Ampak nastopaštvo v Formuli 1 ne pripelje nikamor, če z njim ni nekega potenciala, ki ga pa Sergio Marchionne, bodimo iskreni, ni imel. Zaljubljen je bil v Alfa Romeo kot znamko in napel je vse sile, da je to znamko zopet pripeljal kot pokrovitelja v svet Formule 1. Predtem smo jo videli celo na pokrovih bolidov skuderije in verjemite mi, kot nekomu, ki ima rad Formulo 1, mi je znano, da Alfa Romeo in Ferrari sta dve različni stvari. A pustimo sedaj to. Pod Sergio Marchionnom smo videli kar nekaj pomembnih kadrovskih menjav. Ne samo Stefano Domenicali, oditi je moral tudi naprimer James Ellison, ne smemo pozabiti naprimer na Lorenza Sassija in seveda Simone Resta je bil postavljen na stranski tir. In če je toliko pomembnih inženirjev zapustilo Ferrari, bi si lahko kdo mislil, da so v Ferrari prišli drugi, boljši. A ne. Pod Sergio Marchionnom so se v skuderiji šli nekih strukturalnih sprememb, ker je bil v horizontali vsak odgovoren za vse in je lahko vsakdo nadomeščal kogarkoli. In videli smo, da se je zadeva pokazala kot totalno napačna. Kajti, če je vsak odgovoren za vse, ni nihče odgovoren za nič. A vrnimo se
k skuderiji Ferrari, kajti po tragični smrti Sergija Marchiona je v prvi plan stopil John Elkann. John Elkann je seveda vnuk Giannia Agnellija in podedoval je med drugim tudi Ferrari. Ampak že dejstvo, da si podedoval nekaj, ne pomeni, da s tistim, kar si dobil, dobesedno v dar, znaš ravnati. John Elkann v zadnjem obdobju ni napravil dobesedno nič, razen da se je od časa do časa pokazal v boksih, pomahal s kakšno zastavico in podobno. Tudi on je odgovoren za stanje, ki ga vidimo sedaj v Ferrariju. Še posebej, ko je izbral za tistega, ki je vodil Ferrari, in govorim Ferrari na splošno, tako izdelovalec cestnih avtomobilov, kot tudi skuderijo, ko je izbral za vodjo te skupine nekoga, kot je Luis Camilleri. A vidimo, da sedaj z Benedettom Vinjo bo lahko zadeva drugačna, a bistveno prepozna. Namreč destabilizacija skuderije Ferrari se je začela tam nekje v sezoni 2014. In sedaj, skorajda desetletje kasneje, ko je prišel Frédéric Vasseur, ki je po mojem osebnem mnenju prava izbira, v skuderiji Ferrari ni kadrov. Kolikokrat v preteklosti sem že omenil, da v Ferrariju sta dve struji, ki se borita med seboj, in govorimo o tisti struji tradicionalistov, imenujemo jih Italijanov, po drugi strani pa je tista struja tujcev ali inovatorjev. In tu ne govorimo o nacionalnosti, temveč o mentalnem pristopu. Namreč v tisti struji, imenujemo jih Italijanov, so se znašli naprimer Mattia Binotto in drugi, ki so nekako skrbeli v svoji karieri le zato, da so onemogočali one, ki so bili malce bolj progresivni in so dobesedno skrbeli za svoje mesto v skuderiji. Ostali, ki so bili iz Ferrarija dobesedno izgnani, so pa, hočeš nočeš, dobili mesto drugje v svetu Formule 1 in so dokazali, da so uspešni. Že prej omenjeni Stefano Domenicali ni zastonj glavni odgovorni za Formulo 1, čeprav za skuderijo Ferrari ni bil dober. In tu ne smemo mimo naprimer Alda Coste, ki je sedaj že malce izven sveta Formule 1, ampak po obdobju v Ferrariju je prav on zrisal vse tiste dominantne bolide ekipe Mercedes v prvem delu turbohibridne ere. In da zgodbo zaključimo tako, kot je treba. Tudi Andrea Stella je bil v Ferrariju in dejstvo, da je na čelu McLarena, nam pove, da tudi Italijani znajo voditi ekipo. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kako da v skuderiji Ferrari so se zbrali taki kadri. In zanimivo je, tisti, ki so bili recimo temu najmanj sposobni, so bili v resnici tujci. Inaki Rueda, Sanchez, ne smemo mimo Joka Clearja in še marsikoga drugega, ki je še danes prisoten v skuderiji, je lep dokaz, da pravzaprav tisti, ki so bili zvesti nekemu vodji, so se v času pokazali kot oni, ki pravzaprav niso bili kos nalogi. Lep primer, koga so pa pri skuderiji Ferrari pripeljali v Formulo 1 s svojimi dokaj širokimi mladinskimi programi. Vemo za Charlesa Leclerca, ki je nedvomno eden izmed potencialno najboljših voznikov tega obdobja. Spomnimo se lahko na Mika Schumacherja, katerega zgodba se je dokaj klavrno končala pod okriljem skuderije Ferrari, in na to. Verjetno vam je znano ime Davida Schwartzmana, ki je sedaj kot rezervni voznik pri skuderiji. Ne smemo pozabiti na zmeraj prisotnega Antonija Giovinazzija, ki pa po mojem mnenju ni pravi kader. In kje so še vsi ostali, ki so se dobesedno porazgubili? Seveda tudi Red Bull je imel kar veliko voznikov, katerih je odpisal, ampak kljub vsemu danes, če pogledamo na štartnem razporedu, kdo vse je začel pri Red Bullu,
celo Carlos Sainz mlajši, ki je danes član Scuderie. Na tretji strani imamo na primer tovarniško ekipo Mercedes, kjer nikoli niso imeli širokega programa, kar se tiče voznikov, ampak na primer imeli so Georgea Russella, ki je dokazal, da je bil vreden tega zaupanja. In tako vidimo, da v Scuderiji Ferrari pravzaprav mnogokrat tisti občutek, da ne vedo, kaj delajo, je v bistvu realen. In kot ste razumeli, tu sem na kratko dokazal, da Italijani znajo delati v Formuli 1. Le da v Scuderiji Ferrari tisti pravi kader nima danih pogojev, da bi se dokazal. Frédéric Vasseur je v tem trenutku pred izjemno hudim izzivom. Ve, koga mora odpustiti, ampak nima nikogar, ki bi odpuščen kader dobesedno zamenjal. Seveda, vsi tisti pravi, tisti dobri, se ne nahajajo v Italiji in nočejo priti praktično v neko strukturo, kjer bi se morali boriti najprej znotraj ekipe in šele nato z preostalimi 9 ekipami na štartnem razporedu. Tudi eden izmed razlogov, zakaj Adrian Newey nikoli ne bo prišel v Ferrari, je skrit tu. Razumeti moramo, da uspešne ekipe Formule 1 pravzaprav nočejo imeti nekih notranjih sporov. Poglejmo samo Red Bull. Pri njih kakšnih znakov o notranjih napetostih ni. Seveda, navzven so skregani z vsemi, ampak v ekipi vsi točno vedo, kakšen je njihov pravi cilj. Zmagati, zmagati in ne boste verjeli, zmagati. Po drugi strani tudi tovarniška ekipa Mercedes se je znašla v precepu, kajti Toto Wolff ni bil sposoben razumeti, da prihaja do dobesedno menjave generacij, ali je bil pri tej menjavi dobesedno prepočasen. Odšli so vsaj delno James Ellison, Aldo Costa se je preselil k Dalari, James Wolff je presedlal do naprimer ekipe Williams, in seveda še mnogi drugi. In pravzaprav v ozadju so bili kadri, ki verjetno v prvem trenutku še niso bili sposobni sprejeti tako težkih nalog. A pustimo sedaj Mercedes, pustimo sedaj Red Bull, vrnimo se k Ferrariju. Namreč, zakaj ta trend, ki ga že leta in leta gledamo, pravzaprav ne pripelje do določenih sprememb? Kolikokrat ste slišali, da aktualna sezona je praktično na odpad, ampak drugo leto, naslednje, bo pa res tisti Ferrari, ki bo zmagoval. Izgovor, ki ga slišimo že leta. Namreč Ferrari ima poleg ostalega tudi veliko hibo. Prav zato, ker je prisoten v svetovnem prvenstvu Formule 1 od samega začetka, ima bogato zgodovino. In sedaj marsikdo se bo spraševal, kaj je pa tako napačnega v tem, da ima Ferrari bogato zgodovino. Pravzaprav to, da se lahko nekateri ozirajo nazaj. Kolikokrat smo videli, da v samem imenu bolida so skrite neke letnice, ki nam prikazujejo tisto, kar se je zgodilo v preteklosti. Videli smo naprimer v barvnih shemah, da se spominjajo preteklosti. Videli smo tisti slogan, ki meni osebno ni tako povšeč, Essere Ferrari, ki nekako spominja na to, kar je Ferrari nekoč bil. Tudi o tem sem že govoril v preteklosti, ampak treba je razumeti nekaj. Formula 1 je izjemno konkurenčen šport, kjer je treba gledati naprej in ne nazaj. In verjamem, da mnogi tisti kadri, ki so ostali po čistkah iz obdobja Marchiona in Binota, so z veseljem gledali nazaj, kajti gledati naprej dobesedno niso bili sposobni. Tu smo tudi videli na sami progi z bolidi, ki niso imeli ustreznega razvoja, čeprav v konceptu morda celo niso bili zgrešeni. Videli smo, naprimer pri napačnih strateških odločitvah, kjer posameznik sploh ni bil sposoben doumeti tistega, kar se dogaja na progi. In videli smo dobesedno pri medčloveških odnosih, kjer so, bodimo iskreni, Sebastiana Vettela
dobesedno pustili samega in ga na koncu zadnje 2 sezoni celo zavrgli. In to je nekaj, kar ekipa Formule 1 si ne sme privoščiti. Naprimer, pri Red Bullu so zmeraj bili izjemno kruti, ampak pošteni. Ko so ugotovili, da voznik ni za njih, so ga dobesedno sredi sezone, ne glede na vse, zamenjali. In to je po mojem videnju bila bistveno bolj poštena poteza kot tista, ki smo jo videli pri skuderiji Ferrari, ker so napravili isto, samo na način, ki je škodoval tako skuderiji kot tudi samemu vozniku. A gre za moje osebno videnje tistega, kar se v tem trenutku dogaja v skuderiji? A kot običajno tu gre za moje osebno videnje, za moje razmišljanje okrog problematike vezane na skuderijo Ferrari? Verjamem, da jim bo prej ali slej tudi uspelo se dvigniti iz te situacije, v kateri so se znašli, ampak dvomim, da bo potrebno le nekaj mesecev, da se bo to zgodilo. Vsekakor upam, da bomo skupaj videli, kako bo Frederiku Vassarju uspelo napraviti ta preporod, ta preobrat. A za danes, za to zanimivo vprašanje, bo pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.